Antidopinške agencije športnike testirajo na tekmovanjih in tudi izven njih. Praviloma delamo nenapovedana testiranja med 6. uro zjutraj in 23. uro zvečer. Pozdravljeni, moje ime je Iza Ogris, izbrani ste bili za kontrolo dopinga, zato vas prosim, da se mi podpišete na obrazac. Predvsem je pomembno, da se ne samo uradniki za kontrolo dopinga, ampak vsi v postopku strogo držijo obsežnih pravil. Nikjer ni prostora za kakršnekoli, improvizacije ali pa nedoslednosti pri izvedbi teh postopkov. Postopek doping testa traja približno 30 minut, športnik pa je ves čas pod strogim nadzorom. Pozdravljeni, sem uradnik za kontrolo dopinga. Ali ste pripravljeni za oddajo vzorca? Pred odvzemom urinskega ali krvnega vzorca je izjemno pomemben del pravilna identifikacija športnika. Pokažite, prosim, vaš dokument. Po natančno opravljeni administraciji sledi oddaja določenega vzorca. Izberite zbiralnik za urin in preverite, da ni poškodovan. Pred oddajo vzorca si boste morali umiti roke, nato se boste slekli od popka do kolena in omogočili neoviran pogled na oddajo vzorca. Športnik, ob katerem je vedno nadzornik istega spola, mora dati najmanj 90 ml urina. Predvsem je za športnika pomembno, da po izbiri škatle s stekleničkami preveri, da se kode na njih ujemajo. Ena številka na vrhu, ena številka na steklenički in ena številka na embalaži. S filigransko natančnostjo športniki vedno sam rokuje s svojim vzorcem, pretoči urin v izbrano stekleničko A in B. Tega ne počnejo uradniki enostavno zato, da bi preprečili kakršnokoli možnost manipulacije. Postopek je enako, športniku namesto urina odvzamejo kri, še nekaj dodatne papirologije in po zadnjem podpisanem obrazcu je postopek končan. S tem zaključujemo postopek odvzema vzorca. Jaz se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Neodvisni laboratorij analizira vzorce, rezultate pa sočasno pošlje športniku, mednarodni in nacionalni antidopinški agenciji.